Dober večer. Bomo še malo počakali, ker zaenkrat sem še sama. Aha, pa sem nazaj. Dober večer vsem skupaj še enkrat. Se opravičujem za tehnične težave. Upam, da vas niso preveč zmotile, pa ste mislili, da sploh ne bom prišla nazaj. Okej. Tele dni se ogromno sliši o veliko različnih aktivnostih, ki so v resnici vse zelo, zelo pomembne. Zakaj? Jaz osebno to doživljam kot prebujanje ljudstva. Da se ljudje vsak dan bolj zavedamo, kam tole dogajanje pelje, kar se dogaja. Da vse, kar delajo, delajo načrtno in da samo mi, ampak res samo mi, ljudstvo lahko karkoli spremenimo. In samo mi lahko te stvari ustavimo. Dobesedno. Izključno in samo mi. Ker elite naše in svetovne nimajo tega namena. To je zdaj že jasno. Mogoče se bo slišalo kruto, pa ne rada to rečem, ampak zdaj že po televiziji več niti ne skrivajo, da lažejo. Vse verjetno ste slišali pred dnevi dr. Logarjevo, kako je lepo povedala, da lani poleti pa virusa nismo imeli. Ampak ukrepe smo pa imeli. In to ves čas. Neprestan teror, neprestano nadzorovanje, neprestano razlaganje, kako zelo hudo je in kako zelo je treba ljudi omejevati. In zdaj, ker vse to vemo, ker v bistvu nič od tega ni več skrivnost, je na nas, da začnemo intenzivno, ampak res intenzivno delati na tem, da jim pokažemo, da se ne gremo več. In en tak korak je zagotovo ta kazenska ovadba, o kateri sem vam govorila v petek zvečer. Zdaj, mi smo v soboto začeli zbirati podpise na Trgu Republike, nekaj tudi v Mariboru, in zdaj smo pripravili vse spletne aktivnosti, zato da lahko vzamete dokument iz spleta, ga natisnete, delite med tiste, za katere veste, da bi se radi podpisali, in hkrati tudi končno imamo transakcijski račun, za kar se zahvaljujem Društvu za človekove pravice, ker to pomeni, da nas lahko tudi na tak način podprete. Mi bomo vsekakor vsa sredstva transparentno in namensko porabili za to, da bomo dobili izvedenske študije, kolikor bo potrebno, zato da si bomo lahko organizirali odvetniško ekipo, tako da ne bodo nam hirali na hlapih, da bodo delali zastonj, ker je to pač popolnoma nesprejemljivo, ampak da bomo res močno nastopili proti vsemu, kar nam delajo. Zato, ker to moramo narediti. In vsak, ampak res vsak podpis je zlata vreden. Zato, ker bomo s tem pokazali, koliko nas je, ki nam je mar, in koliko nas je, ki se zavedamo, da nas vlačijo za nos. Da se ne gremo več te Ostržkove igrice. In zdaj, če bomo vsi mi, recimo da se nas zbere 50-60 tisoč, ki bomo podpisali in s tem in svojim podpisom podprli kazensko ovadbo, ta zahtevek, bomo pokazali, kako veliko nas je, ki se tega zavedamo, to je ena stvar, in hkrati je to velik pritisk, ne samo na tožilstvo, ampak tudi na vse, ki te ukrepe dajo, nalagajo, podpirajo in izvajajo. To se pravi na vse odločevalce, na vso politiko. Ker za mene, moje mnenje je, da so popolnoma vsi tukaj vpleteni. Niti enega junaka ni, ki bi lahko rekel, jaz pri tem nisem imel nič zraven. Ne, ni res, ker če imaš možnost pritisniti na gumb, če imaš možnost glasu v Državnem zboru, če si lahko vzameš 10 minut za predstavitev stališča, bi lahko eden od njih rekel, lejte, zavajate ljudi, lažete jim, sodelujete v eni veliki zgodbi, ki je grda. Ampak tega ne naredi nihče. In zato moramo to narediti. Sprašujete me po obrazcu, vidim, v objavi zgoraj, ko bom jaz končala, se mora ta obrazec prikazati in si ga lahko naložite ali na telefonu na mizi ali pa na računalniku in ga natisnete. Mislim pa, da tudi račun, transakcijski del je izpisan. Če ne, bomo potem po koncu še popravili. Zdaj, česar bi se jaz ob tem, da vas nekako poskušamo motivirati in zbuditi vse, ki še mogoče niso prepričani, zakaj gre, rada opomnila, je tudi to, da
na popolnoma tih način, pa morda ne tih, ampak za širšo množico ljudi, ki vsakodnevno spremlja medije, se dogaja tudi novo razslojevanje družbe. PST in zdrav človek. To se pravi, nekdo, ki je zdrav, ki ni prebolevnik, ni cepljen in ni testiran, praktično ni več človek. Ne sme nič. Za vsako stvar potrebuješ neko potrdilo, nek štempel. Pa lepo vas prosim, kako je bilo pred lanskim letom? Kdor je bil bolan, kdor je imel gripo ali karkoli podobnega, je ostal doma in je pač se pozdravil. Danes pa potrebujemo 1001 štempel, 1001 test, ki je celo zelo dvomljiv, zato da lahko prestopimo prag gostinskega lokala in povabimo svoje sorodnike na kosilo. No, sem se zmotila, priznam. Čisto druga zgodba je, če imaš posloven razlog, ker v tem primeru pa virus ne deluje, oziroma tista zadeva, kakršnakoli že je. Pozna poslovne razloge, in to so stvari, ki razslojujejo družbo. To so stvari, ki vse nas lahko razdvajajo, kar je njihov cilj, ves čas. Zato še enkrat, zame je sodelovanje edina pot. In res vesela sem zato, da v skupnosti civilnih iniciativ in gibanj delamo na tem. Da vemo, zakaj smo skupaj, da vemo, da sicer imajo učitelji, vzgojitelji svoje poslanstvo in delajo svoje stvari, da imajo gostinci popolnoma drugo zgodbo, ampak vsi skupaj se pa zavedamo, da to, kar se zdaj dogaja, da se tiče vsakega od nas. In ta kazenska ovadba se tiče popolnoma vsakega od nas. Kar je pa zelo, zelo pomembno, je pa to, da če kazenska ovadba uspe, bomo lahko vložili zahtevke, odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz tega, da imamo ustavno zagotovljene temeljne pravice, ki so nam le ves čas kršene. Zato veliko govorimo te dni o tej podpori kazenske ovadbe, ki je hkrati tudi odraz našega sodelovanja. To se v bistvu zelo, zelo prepleta. Po eni strani imamo dokument, ki temelji na nekih znanjih, dognanjih, znanstvenikov, odvetnikov, pravnikov, širši aspekt, in drug del je na nas, na ljudstvu, kaj mi lahko naredimo. In v bistvu veliko govorimo o tem, kaj vse lahko naredimo, in to je en pomemben del, ki ga moramo, in upam, da nam ga bo tudi uspelo narediti. Zato, da se ne bomo čez 10 let očitali, da nismo naredili nič. Oziroma, da nismo stopili korak nazaj z osebnim interesom, da skupaj naredimo en velik korak za vse nas. Še mimo nečesa ne morem. Slovencev nas je malo, oziroma našega ljudstva je malo. In majhen del lažje pride do enotnosti, kot pa neka velika zgodba. Zato mislim, da mi lahko to naredimo. Da je samo stvar odločitve in vsakega posameznika, da presodi, kaj se dogaja in kaj mi moramo narediti. Upam, da bomo to zmogli, zato da bomo zmeraj lahko pogledali svojim otrokom v oči, da bomo lahko spali in da bomo rekli, da smo ostali ljudje. Tisto najbolj pomemben in najbolj bistveno, kar je naša esenca. Srečno in lep večer vsem skupaj.